Tako kot je bilo že prej omenjeno, podjetje NEC sodeluje v vodilnih partnerih v kompetenčnem centru VAS, to je v bistvu aktivno staranje. V tem centru noter je okrog 34 podjetij, v bistvu partnerjev. Zdaj, v bistvu, vključenih je tudi veliko domov za ostarele in kljub tej COVID-19 situaciji smo mi ta projekt še naprej vodili, sicer je bilo malo okvir, preprek in tako dalje, ampak se nismo dali, tako da več o temu zdaj pol povedal naš sodelovec Aleksandar Počoš. Hvala. Hvala vsem, da ste danes prišli, sploh v takšnem številu, da ste si vzeli čas. Zahod sem je relativno naporno, da bi rečli tudi rahlo turbulentno leto, a mislim, da smo bili še vseeno precej uspešni. Avgusta je minilo eno leto, kar smo izvedeli, da smo bili izbrani kot eden izmed 10 kompetenčnih centrov strani Republike Slovenije in konkurenca je bila kar močna. Mi smo bili edini kod, ki se je osredotočil na področje zdravega in aktivnega staranja. Združili smo 34 partnerjev različnih velikosti, med njimi domove za starejše in ostale ponudnike storitev. In že 2. septembra smo morali konkretno zagrabiti za delo, ker smo dobili tudi informacijo, da se prvo proračunsko leto izteče konec oktobra, torej smo imeli samo 2 meseca časa. V tem času nam je lani uspelo organizirati 34 usposabljanj, od tega tudi 2 skupni. Prvo je organiziral naš projektni partner Deos, sicer na Silovnegi. Uvod v digitalizacijo je sledil temu, organizirali smo ga mi. Skupaj smo dosegli 281 vključitev, kar je bil kar velik dosežek, zato ker je bila to skoraj četrtina cilja, ki smo ga zadali do konca projekta, ki je na tisti točki traja še več kot 2 leti. Danes, kljub trenutnim situacijam, so številke še vedno kar v redu. Skupaj smo uveljavljali že 142 različnih usposabljanj, od tega je bilo 6 tudi skupnih, od tega bomo še več povedal kasneje. S vključitvami pa smo že presegli 50% našega cilja. Ampak to so samo številke, mi še vedno stremimo, da je za temi številkami kvaliteta, da čim bolj obogatimo naše partnerstvo. Sočasno s tem obvestilom, da smo bili izbrani, je prišla tudi ena velika obveznost. V 2 mesecih in še prej smo morali mizati nadhod, organizirati prva usposabljanja, srečanja partnerjev, razdeliti je bilo treba polno ene dokumentacije, se uskladiti glede dela in bilo je polno enih vprašanj in izzivov. Ampak ena stvar, ki nikoli ni bila pod vprašanjem, je bila ta, da bomo to stvar vodili, koliko še ga danih dano. Konec koncev smo v NEC ponosni na to, da imamo veliko izkušenj in uspeha na področju digitaliziranja poslovnih procesov. In konec koncev je vodenje kodca samo skupek posebnih procesov. Ker smo vedeli, da bo potrebno ogromno ene korespondence, tukaj govorimo o 34 partnerjih, več 100 usposabljenih, to se bo nekaj redno dogajalo, če bi to hoteli vodica prek mailov in klicev, bi se zgubili in bi upali že prvi teden oktobra. Ampak z današnjim je bilo lažje. Danes smo sicer že imeli en modul izobraževanja, ampak tega smo razvili pred leti, bil je dosti enostaven, za takratne razmere je zadostoval, ampak če smo želeli za naše partnerje narediti nekaj res enostavnega, da bodo uporabljali in bomo vsi od tega nekaj imeli, je bilo treba prilagoditi. In tu smo uporabljali eno super funkcionalnost, ki jo omogoča, in to so vtičniki. Za tisti, ki to že poznate, veste, da je to res nekaj fantastičnega in se da s tem vaše poslovne procese res digitalizirati in aplikacijo napisati posebej vam na kožo. Kar smo mi naredili, je bilo to, da smo proces napovedi uvedli v DNI in sicer smo v izobraževanju rekli statusa. To je poenostavilo proces za vse udeležence. Ko so dali napoved, so jo poslali v odobritev, takrat smo bili obveščeni v pisarni avtomatsko. Če je bilo kaj za popraviti, smo samo kliknili gumb, napisali, kaj treba popraviti, partner je bil obveščen, poslali so nam nazaj v odobritev. Dan zatem, ko se je izobraževanje zaključilo, se je status samodejno spremenil v čakanje na dokazila.
kar je bil še en mehen način to, da so partnerji videli, da je treba nekaj narediti, da so jih še bolj skozi proces. In potem seveda, ko smo to vključili v poročilo, so bili o tem avtomatsko obveščeni in na koncu, ko smo mi dobili sredstva, ki bomo prenakazali, spet vsi samodejno dobili mail, katerem je napisano, za katero spostavljeno bodo dobili sredstva in koliko je vse to skupaj. Zdaj, pri čisto prvem zahtevku tega še nismo imeli in Uroš je dobil kar par presenečenih klicev, zakaj ste pa nam nakazali nekaj večji znesek denarja. Ampak zdaj lahko vse to vodimo avtomatsko in tudi napakni. Potrebno pa je bilo tudi poskrbeti, da bodo vsi partnerji na tekočem informirani, ni bilo niti to veliko časa za različna usposabljanja. Vsi, ki uporabljate DNA, poznate mojo stran. To je pregled informacij, ki vas najbolj zanimajo. No, za konc moja stran izgleda takole. Levo zgoraj je seznam vseh izobraževanj. Partnerji takoj vidijo, v katerem statusu so. Na vrhu je tudi en plusek, tako da lahko novo napoved dajo že takoj po prijavi v DNA z enim klikom. Pod tem je nekaj statistike, ob desni pa so vsi dokumenti in vzorci, ki jih potrebuje za svoje delo, tako da smo se organizirali in je res vse takoj na dosegu roke. Digitalizirati je bilo potrebno kar par stvari in na začetku nam je bilo strani sklada obljubljeno, da če zberemo informacije o vseh udeleženih, to so vsi zaposleni pri partnerjih v obliki tega Excela, da bodo poskrbeli za uvoz v njihov informacijski sistem. Ok, super, tega smo se lotili. Ampak vsi, ko delate z Excelom oziroma ste poskusili, najbrž veste, kaj se je zgodilo. Pač Excel je namenjen zbiranju in hranjenju neke velike količine nestrukturiranih podatkov. In niti ni razvidno, da je določene celice treba izbrati vrednosti izpustnih stolpcev. Tako da, kaj se je zgodilo, je to, da smo dobili podatke o par sto osebah, kjer so bili podatki vse, kar se lahko spomnite. Na mesto razpona starosti je bil rojstni datum, na mesto stopnje izobrazbe je bil naziv izobrazbe. In vsi ti podatki so praktično neuporabni, ali pa vzame res ogromno časa za to, da jih spraviš neko koristno obliko. In kar smo naredili, prvi priložnost je bilo, da smo ta obrazec digitalizirali. In to je rezultat. Zdaj še ena slabost tistega Excela je bilo, da smo se mogli najprej uskladiti vse podatke, spraviti v red in potem smo morali to voziti v DNA. Takrat, ko je partner nekoga želel označiti, do takrat, ko ga dejansko je minilo nekaj časa. Zdaj samo klikne na gumb, vnesel podatke, spustna polja so jasno označena, validacija podatkov poskrbi za to, da ne morejo dodati nevaljalnih podatkov in takoj ko klikne skrani, lahko to osebo že izbere. S tem je prihranjen čas tako za njih, kot za nas, ni napak, win-win. Pa še ena stvar, tista obljuba, da bojo v informacijski sistem uvozili vse te podatke, je na koncu padla v vodo. In na tej točki bi lahko sklenili z rameni, se oddali v sodo in lahko več kot 1000 oseb prenašali na roke. Si predstavljate to? Na srečo smo medso malo bolj iznajdljivi in sodelavcem so se vseli za računalnik in pogruntala še vse nek alternativni način automatiziranega odnosa. Tako je vse skupaj vzelo par ur in to je še ena lepa prednost digitalizacije in prebrisanega tima. In kaj je v bistvu poanta vsega tega? Med drugim moramo v projektni pisarni tudi spremljati polno različnih kazalnikov. In to je še ena takšna revizija. Kadarkoli potrebujemo, imamo na pogled takoj, kakšno je trenutno stanje s porabo, koliko je izobraževanje bilo na posamezno kompetenco, zato ker se trudimo, da bi čim bolj spodbujali izobraževanje v različnih kompetencah. Ob desni pa je analitika za celoten kurs. Zdaj to celotno tabelo vidimo samo v projektni pisarni, vsak partner vidi samo številke zase. Ampak velika prednost tega je, kako prilagodljivo in žurno je. Takoj, ko se neka stvar spremeni v sistemu, je vidno tukaj. 2 tedna nazaj smo z ministrstva sporočili, da ne bo prenosa sredstva, kar je pomenilo tiste sredstva, ki jih partnerji letos ne porabijo, izgubijo. To ni bila dobra novica in v tistem trenutku se je vsak partner vprašal, kje pa sem jaz zdaj s tem postanjem. Lahko bi za vse to računali, lahko bi imeli nek seznam, vsak bi me lahko poklical za računa. Mislim, ni problema, z veseljem pomagamo, ampak tukaj je polno enega ponavljajočega se dela in
to lahko avtomatiziramo. V 10 minutah smo dodali nov stolpec, samo s podatki, ki so že bili tu in vsak se tudi poprijavi, lahko se znani s tem, točno na kjer točki je. Ni več nobenega dvoma to. Tako da, organizirali smo se, zalaufali smo usposabljanja, so tekla, napovedi smo oddali. Gotovo nam je šlo, vse smo imeli pod kontrolo, bilo je super. Do tega leta. So angažiranosti naših partnerjev nasploh je prišlo do nekaj posledic. Koronavirus je močno vplival na naše partnerje, sploh zato, ker delajo zelo rizično skupino. In bili so eni od prvih, ki so vedli najbolj stroge ukrepe in omejitve, in večina teh velja še danes, ali pa se spet zaostrujejo. Zato, kaj se je to vplivalo, je tu število izobraževanj po mesecih. Kot vidite, smo se na začetku res potrudili, kar pa ni tukaj najbolj razvidno, je to, da so vsa usposabljanja, ki so se izvedla marca, izvedla do 11. marca in kar se je zgodilo maja, je bilo na koncu prek spleta. Tako da tle je res ena velika luknja in tudi potem je bilo še polno omejitev in se še nismo povsem stvarili na takšen nivo kot prej. In zdaj, to bi lahko za nas bil problem ali pa izziv. In projektni pisani smo se odločili, da poskušamo našim partnerjem v tem času pomagati. To smo naredili tako, da smo organizirali nekaj skupnih usposabljanj preko spleta in s tem smo pohiteli in prvi dve sta bili že marca. Prvo je bilo zelo avtomatsko obvladovanje nevarnosti koronavirusa v domovih starejših. Iz Inštituta za produktivnost so predstavili vsa trenutna dognanja, kaj so aktualni ukrepi, predvsem podatka pa je bilo tudi na kriznem komuniciranju, ki je v tistem trenutku postal zelo pomembna kompetenca. Usposabljanje je bilo zelo uspešno. Sledilo je naslednje, ker smo probali nasloviti delovne razmere v kolektivih. To je bilo tako pozitivno vplivo na sodelavce v rednih razmerah. Okoliščine dela so se zaostrile, vsi so bili pod konkretnim stresom, psihično in fizično izčrpani. In s tem usposabljanjem smo želeli nasloviti vsaj par od teh stvari in jim dati orodja, kako se s tem soočiti in kljub temu delati uspešno. Organizirali pa smo še eno skupno usposabljanje in to je presenetilo tudi nas. Naj se malo konteksta opišem, kako ponavadi poteka dogovarjanje za skupno usposabljanje. Najprej so projektni pisarni odločimo, kaj bi sploh radi naslovili. Zdaj, ker imamo 34 različnih partnerjev, je zelo malo verjetno, da bomo imeli neko temo, ki bo pritegnila vse. Potem je problem, da so naši partnerji iz celotne Slovenije, tako da lahko najdejo čas in ljudi, ki jih pošle na to usposabljanja, zna biti problem, zato ker nekateri za to cel dan. Ampak tu so se naši partnerji res izkazali in so organizirali tudi skupine, ki so to delavnico gledali skupaj. Z izvajalcem smo se dogovorili za nekje okrog 40 udeležencev, ampak ko smo poslali prijavnico, vabilo na ta dogodek, so prijave začele prihajati in se niso ustavile. Na koncu se je delavnico udeležilo več kot 90 ljudi, kar je bil neverjeten uspeh. In ne samo zaradi števil, tudi vsi udeleženi so bili neverjetno zadovoljni z vsebino, ki je bila koristna. Izvajalec se je odlično odrezal glede na okoliščine in tudi oni nas pohvalijo, kako smo komunicirali. Te slike pa prikazujejo tudi, kakšna je bila situacija in kakšna marsikje še je. Pa če želja po znanju je, motivacija je, so samo določene omejitve, ki jih moramo prestati. Ampak konec koncev je naš cilj, da organiziramo čim bolj koristno usposabljanje za čim širši krog ljudi. In s tem v bistvu nadaljujemo tudi danes. Uspelo nam je zbrati veliko mojstrov svojega področja in ne dvomim to, da boste od našega dogodka odnesli veliko. Za prihodnje bi rad samo naslovil par stvari za naše partnerje. Ker se proračunsko leto konča oktobra, to pomeni, da morate vsa dokazila za vse, kar uveljavljate, dati do konca meseca. Tukaj žal ne bo več izjeme. Tako da na to prosim budite pozorni. Rad bi pa tudi napovedal še eno skupno usposabljanje, ki bo potekalo preko spleta, in sicer 6. oktobra. Zorganizira ga naš projektni partner Deos. Naziv pa je preventivna in rehabilitacija starostnikov.
Več informacij o tem ste še prejeli po mailih. Potekalo bo prek spleta, tako da bo udeležba enostavnejša. In to je to. Najlepša hvala za pozornost in najlepša hvala vsem, sploh mojih starejših, ker pravljate res težko delo sploh.